Dragi moji prijatelji, dragi moji naročniki mojega kanala, God Franci, vas pozdravljam in vam želim vse najlepše. Kot vidite, sem zopet pred Bauhausom Rudnik. Tako danes vidite, tabla lepo gori, malo pred 8 pa smo prišli za vsak slučaj, da nam ne bodo zaklenili avta, tako kot v preteklih delih, ki ste jih seveda videli. Torej, lahko vidite, da smo tukaj pred Bauhausom Rudnik. In zadnjič sem seveda hotel to preveriti še uradno in sem klical tudi direktorja Bauhausa za Slovenijo in dobil tudi gospo, ki je njegova predstavnica, bi rekel, ali pa tajnica, ali pa kakorkoli. In mi je svetovala, da kljub vsemu, bi rekel, ker oni niso baje prepirljivi, in zgleda, da to je nek prepir z moje strani, ker so mi zaklenili avto oziroma zaklenejo parkirišče ob 8 zvečer, brez da bi kogarkoli obvestili. In mi je svetovala, da naj vsekakor vseeno pač pokličem v Bauhaus Rudnik. In seveda sem poklical vodjo Bauhaus Rudnika, gospoda Uršiča. Če vas zanima, lahko vse te stvari preverite. In sem govoril z njim in sem mu pač povedal, da so mi zaklenili vozilo in da tako to, kar vidite v vseh prvem, drugem in seveda tretjem delu, ki sem ga že posnel. In si lahko seveda to pogledate na Goljufi Slovenija. In kaj se je zgodilo? Gospod Uršič je rekel, da prvič, da ga boli, se veste kaj, da ne bom govoril tega v javnosti oziroma na YouTube, ker verjetno ni najbolj navdušen nad takimi izrazi. In da je on tukaj samo zato, da zaklene parkirišče, o vsem ostalem pa odločajo, bi rekel, njegovi nadrejeni, in da ga nič drugega ne zanima in da tabla, ki jasno govori, da se parkirišče zaklene, se nahaja kje drugje kot pri polnilnicah električnih vozil. In seveda sem jaz se odločil, da grem pogledat danes še to, ker me je res zanimalo, in tukaj piše obratovalni čas, ponedeljek, petek od 7 do 8 in soboto od 8 do 8. Zdaj, če je iz tega razvidno, da se zapre parkirišče in da ne moreš iz njega priti več ven po tej uri, super, za tiste, ki ste tako brihtni in vam je, seveda, kad sem videl v nekatere vaše komentarje, kako sem jaz idiot, kako bi rekel, uporabljam in izkoriščam zastonj parking in take neumnosti, res, mislim, meni je zelo žal, ampak če ste to Slovenci, pa da bi rekel, tako pluvate po takih stvareh, ki je jasno, da vam odzemajo vaše osnovne človekove pravice in da ščitite take ljudi, lejte, svaka vam čast, Pol res niste ljudje, ampak dejansko pašete med hudiče. Tako da takih komentarjev res ne bi pričakoval od nekih ljudi, torej bi rekel, lahko samo od hudičev, tako da se sami zamislite nad sabo. Ampak o tem ne bom komentiral, v glavnem jasno vidite to tablo in če vam ta pove, da se zapre parkirišče in da ne morete več ven, super. Meni ta tabla tega ne pove. In tudi vsakmu morate vedeti, da tukaj kdaj pride tudi kak tujc, tudi kakšen, ki ni z Ljubljane, tudi kakšen, ki ne ve karkoli in pa tudi takšen, kot sem jaz, ki dejansko ne živi veliko v Sloveniji, živi veliko v Angliji, Nemčiji in po celem svetu, od Avstralije do Amerike. In vam lahko povem, da nikjer na svetu mi še niso zaklenili parkirišča in še nikjer na svetu nisem mogel plezati in poškodovati svoje vozilo, da sem prišel ven čez tale prelep robnik. Sreča edino, da je bila takrat sneg in pa da je tam nekdo že ko bi rekel, izruval količek, da sem lahko ven prilezel. Tako da, ne vem, če vam to pove, super, vi ste potem izredno pameten človek, kdorkoli mi je že te komentarje dal gor. In ne sem, da ste izredno pameten Slovenci, jaz vam svetujem, da si preberete eno izjemno knjigo Pavla Vaclavika, kako biti, oziroma kako bi, da bi lahko postali nesrečni. In vam bo to razložil, kakšni Slovenci ste. Knjiga je izdana že davno, leta 60 in si lahko preberete, kaj vam je hotel povedati. Pa lahko tudi preberete kakega Cankarja, če seveda bi rekel, ti ljudje to poznate in če še vedno berete kaj, Vam pa želim vsekakor vse najlepše, ljubim vas, kljub temu, da zgleda marsikaj ne veste v svojem življenju, tudi da ste ljudje. In kaj vam naj rečem, To so, bi rekel, lepi primerki idiotizmov, da lahko, bi rekel, sploh sproducirate take komentarje. In vam želim vse najlepše in seveda, bi rekel, na tej hudičevi strani želim vam, kaj vam naj rečem, uživajte v vročini in toploti.
Tako, Peko je za vas seveda odprt in pripravljen. God Franci vam želi vse najlepše. Povedal bi vam sem še, da kdaj pride tudi kak tujc sem, ki ne zna brati slovensko. In tudi bi rekel, iz tega mu tudi ne bo jasno, da bo avto, če bo tukaj pustil, zaklenjen ob 8 in da ne bo mogel ven prideti. Jaz sem prepričan, da je tukaj v Sloveniji, celo v Ljubljani, tudi kak tujc, tudi kak Rus, tudi kak Ukrajinc in še kdo drug. In iz tega, če je vam razvidno, da je parkirišče zaklenjeno po 8 uri, jaz ne vem drugega vam reči, svaka vam čast, meni pač ni. Tako, žal, pa naj bom za vas neumen, idiot ali karkoli že želite, pač to sem. Ljubim vas, God Franci.